Pozdravljeni na drugem tradicionalnem zaključnem panelu festivala Uniminds. Moje ime je Dominik Bagola in v pisarni za prenos znanja Univerze v Ljubljani skrbim za področje netehnoloških inovacij. Naš zaključni panel bo tudi tokrat namenjen izzivom in stanju družbe, ki se v zadnjih 2 letih vrti, a še nekako za silo drži v nenehni centrifugi vse bolj ponorelega sveta. Tudi to kaže na to, da navkljub izjemnim tehnološkim inovacijam, ki s presunljivo hitrostjo nenehno spreminjajo naš svet, družba ne more resnično napredovati brez celostnega inoviranja, ki vključuje tudi netehnološke inovacije in meddisciplinarnost, torej tudi humanistiko, umetnost in družboslovje. Ključni sestavini za grajenje celovitega ter vključujočega napredka, s katerim bomo lahko kos krizam in temačnim napovedim, ki so pred nami, sta odprtost in zaupanje. Odprtost duha in misli ter povezovanje različnih disciplin v iskanje skupnih rešitev za izzive, ki so pred nami. Nekaj takih rešitev ste lahko pravkar slišali že v izvrstnih jutranjih hudih pičih študentskih ekip, finalistov prvega hudega razpisa za izzive družbe. Ker je letošnji festival Uniminds ob mreženju in povezovanju namenjen tudi iskanju in pregledu dobrih praks, se pa zdaj naprej k človeku s pogledom na inovativne pristope iz vidika dela, gospodarstva, institucij, sistemskih rešitev, pa vse do različic upanj in strahov homo covidus ter homo climaticus podajamo v družbi današnjih izjemnih gostov, ki jih bo podrobneje predstavila naša zdaj že tradicionalna moderatorka v vsakdanjem življenju na valu 202, v 4. valu, čeprav štejem tudi pri nas, vsestranska in pronicljiva Nataša Štefe. Preden ti, Nataša, predam besedo, naj z našo spoštovano publiko oziroma občinstvo povabim še, da svoje vprašanja, komentarje zapišejo v pogovorno okno na naši spletni platformi Hubilo, kjer se lahko kasneje tudi mrežite. Če že govorimo o družbi, ne ostanimo sami. Zdaj pa, Nataša, beseda je tvoja. Ja, hvala, Dominik. Tako hitri časi so, da tradicijo vzpostavimo že kar v drugem koraku, recimo. Dober dan vsem, hvala Dominik, kot rečeno, in hvala tudi Univerzi za to povabilo in priložnost tudi letos. Naprej k človeku torej bo današnje izhodišče, pa mu lahko dodamo tudi Rousseaujev razsvetljenski klic nazaj k naravi, s čimer je ta razsvetljenec v sporu s svojo dobo na nek način razmišljal predvsem in tudi o človeški naravi. Vsekakor se mi zdi dobro ta omemba narave takoj na začetku, zato ker se pravkar na Škotskem končuje ena ključnih svetovnih podnebnih konferenc. Koliko ključna bo, bomo pravzaprav še videli, no. Vsekakor pa ta kriza, ki jo zdaj doživljamo, ni zadnja in ni prva. Je pa res, da kot je na Univerzi dejal Mladen Dolar prav v tem tednu, nam pandemija lahko ponudi nekakšno povečevalno steklo za razmisleke tako v našem ekonomskem, gospodarskem sistemu, izobraževalnem, o politikah, podnebju, globalizaciji in njenih pasteh, skratka, in tudi o tem, kako se vse to umešča človek in kje je tukaj še skupnost. Na krajše torej naprej in najprej k človeku, se mi zdi, sta oba obrata smiselna in možna. Na kratko bi napovedala goste, ki bodo z nami. Vsak bo imel krajšo, recimo 10-minutno predstavitev, potem pa bomo imeli krajšo razpravo, v fokusu katere bi želela postaviti zaupanje. Kot rečeno, če se vam utrne kakšno konkretno vprašanje, bomo zelo veseli vašega sodelovanja in zanimanja. Z nami bodo antropolog dr. Dan Podjed, družboslovki dr. Jana Javornik in Katja Simončič. Kot prvega pa pozdravljam ekonomista. Tej Gonza je direktor Inštituta za ekonomsko demokracijo, obenem tudi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, član Centra za preučevanje organizacij in človeških virov na isti fakulteti. Bi rekla tako, ekonomist mlajše generacije, s čimer ne ciljam na leta, ampak na nek svež pristop do enega sistema, za katerega, kot je rekel Jameson, si lažje predstavljamo konec sveta kot konec kapitalizma, ampak obenem pa ravno zato morda sploh ne vidimo, kako se ta kapitalizem že spreminja in ne opazimo teh sprememb. Tej Gonza, dober dan, dobro jutro. Jaz bom kar še rekla dobro jutro.
Dobro jutro, jaz bom definitivno rekel dobro jutro. Tako, recimo dobro jutro, pa recimo, da bo delovni naslov vaše predstavitve nekako ekonomska demokracija v oklepaju oziroma poudarek na solastništvo zaposlenih, STUJKO, employee stock ownership plan, še krajše ESOP. Vam predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala. Evo, da delim prezentacijo. Opa, no, nismo tukaj. Pa smo izdali, vidite. Evo ga. Jaz bom naslov malo zožal. Generalni kontekst je ekonomska demokracija in tudi bom nekaj o tem povedal. Glede na to, da smo na univerzitetnem dogodku, mislim, da se spodobi, da se da tudi malo širšega družboslovnega zraven. Je pa res, da bom pa govoril precej konkretni socialni inovaciji, ki sliši pod ime slovenski ESOP. In upam, da bo tekom prezentacije na koncu te sicer zelo kratke predstavitve zadeva malo bolj jasna. Slovenski ESOP čisto na uvoden način pade pod model delavskega solastništva. S temi modeli se ukvarjamo na Inštitutu za ekonomsko demokracijo in v tem smislu predstavljam enega izmed njih danes. Začel pa bi, kot ste videli, nažalost, že z zelo kratko izjavo Varoufakisa. Na nedavnem pogovoru v Cekorarni med Žižkom in Varoufakisom je govoril o tem, kako bi lahko na primer predrugačili, prestrukturirali korporacije tako, da bi bile bolj pravične, bolj trajnostne in bolj, kako bi rekel, etične. Torej, tukaj je zelo kratka izjava. At least not formally. Yeah. You want to talk seriously about liberating people from the shackles in which they live, change ownership rights, change corporate law and make shares non-tradable, one person, one share, one vote. Okay, o čem govori Varoufakis? Varoufakis govori o ekonomski demokraciji. Seveda on ni izumitelj te ideje, tega pojma. Ekonomska demokracija ima zgodovino, ki posega v pred Marksov socializem, na primer, je zelo stara in hkrati zelo sveža. Torej, danes se obuja kot neka nova pot, kot nova ekonomska alternativa, ki ni kapitalistična in hkrati ni socialistična. Ni kapitalistična zaradi tega, ker zahteva v bistvu, da delavec ni samo najeta delovna sila in da delavec ni pod avtoriteto, ki ni demokratična. Zahteva torej, da produkt dela sledi vsem, ki ga ustvarjajo, celotnem kolektivu v podjetju, torej zahteva solastništvo in na drugi strani zahteva, da je avtoriteta demokratično delegirana. In to kapitalistično podjetje ni. Hkrati ni socialistična alternativa. Razlog tukaj je, vsaj v klasičnem smislu pomena socializma oziroma v zgodovinskem smislu državnega socializma, ker država ni ta glavni akter, ekonomski akter. V bistvu se gre za način, kako organiziramo institucije na trgu. Ekonomska demokracija se torej ukvarja s tržnim gospodarstvom in raznim pogodbenim, lastniškim in tako naprej pravom. Tako da to je nek zelo hiter kontekst. Zdaj, ekonomska demokracija ima tudi zelo plodno prakso, ki se razvija skozi zadnja desetletja. Tukaj sem v bistvu naštel par največjih podjetij v delavski lasti, demokratičnih podjetij, kjer zaposleni participirajo pri upravljanju, vsaj z delegiranjem neke avtoritete. Mondragon, mogoče najbolj znan in najboljši primer demokratičnega podjetja, je globalna korporacija, globalno konkurenčna, ki zaposluje 80.000 ljudi. In vseh teh 80.000 ljudi so polnopravni člani, kar pomeni, da so solastniki korporacije in hkrati imajo demokratično pravico soodločanja. Torej, en človek, en glas na občnem zboru. In ta Mondragon je ne samo, da imajo visokotehnološka podjetja, da so izredno prodorni, imajo tudi cel finančni sistem, imajo druga največja španska banka, je Caja Laboral, je del tega zadružnega sistema, imajo svoje bolnice, svoj zdravstveni sistem znotraj tega velikega ekosistema, tudi visoke šole, tudi v bistvu tehnične fakultete in tako naprej. Torej, izredno zanimiv ekosistem, ki ga najdemo v Baskiji, v Španiji.
oziroma baski, če bi baske vprašali, tudi Španije. Potem Carl Zeiss, svetovno priznan proizvajalec fotografskih leč, je v lasti zaposlenih. John Lewis Partnership tudi ima okrog 60,000 zaposlenih, ki so 100% lastniki te zelo znane britanske trgovine, verige trgovin. Arup Group, ena izmed bolj prodornih inženirskih in arhitekturnih birojev, je v lasti zaposlenih, ukvarja se z nekimi najbolj kompleksnimi arhitekturnimi projekti. Potem Public Supermarket, če gre po vrsti tam dol, je največje podjetje v lasti zaposlenih na svetu, ameriško spet veriga trgovin, 200,000 delavcev Publixa so lastniki, oziroma 100% lastniki spet tega podjetja. Huawei oziroma Huawei po neslovensko, je v lasti zaposlenih. Tukaj je sicer mal problem, ker na kitajskem zadeve niso toliko transparentne, ampak kot sem jaz prebral poročila od nekih tujih komentatorjev, je zadeva kar pristna. Podal sem še 2 slovenska podjetja, ki ali gresta v last zaposlenih v tej smeri, ali sta že precej tradicionalno v tem. Prvo je Devesoft, ki je verjetno najbolj inovativna, ena izmed najbolj inovativnih visokotehnoloških podjetij v Sloveniji danes. Drugo je nek drugi ekstrem, torej industrijsko podjetje, ki je isto izredno inovativno, Domel, ki je v delavski lasti od leta 96-97. Za zanimivost, Domel je prešel delavsko last tako, da so se zavarovali pred nekim sovražnim prevzemom z delavskim odkupom. In zanimivo je, kaj bi se zgodilo, če bi takrat Američani prevzeli Domel, a bi bilo to podjetje, kot je danes, a bi bilo v železnikih, kakšna bi bila zgodba Domela, če se delavsko lastništvo v tem primeru ne bi zgodilo. Torej, v bistvu, to so samo zelo hitri primeri, ki pokažejo, da praksa dopušča delavsko lastništvo, ne samo da dopušča, ustvarja tudi, torej ta lastništvo zaposlenih in demokratičnost v gospodarstvu ustvarja tudi ene izmed boljših, bolj prodornih podjetij na svetu. Relativnem smislu jih je pa nažalost še precej manj. Ameriški ESOP je schema, ki bi jo rad bolj natančno predstavil. ESOP, kot je Nataša že povedala, je Employee Stock Ownership Plan, in v Ameriki je v bistvu gre za model delavskega solastništva oziroma solastništva zaposlenih preko sklada. V bistvu sklad drži v imenu delavcev lastništvo, delnice, deleže, delavci pa imajo potem individualizirane pravice, ki izhajajo iz tega lastništva. Zdaj, 3 karakteristike definirajo ESOP in ga naredijo zelo zanimivega. Prva je, da je finančni mehanizem tak, da podjetje z lastnimi sredstvi, torej z deli dobičkov, odkupi deleže oziroma delnice od lastnikov in jih prenese pod ime zaposlenih. Torej, zaposleni ne rabijo dati svojih prihrankov. To je prva zelo pomembna karakteristika. Druga je, da je široka pokritost, torej vsi zaposleni določenega podjetja, ki postavi to shemo, zakonsko morajo biti vključeni. In to je zelo pomembna stvar, da se ne pride do nekih ekskluzivnih shem, kjer je samo par na roke izbranih najpomembnejših inženirjev, menedžerjev v solastništvu. In tretja karakteristika tega modela je trajnost. Z menjavo generacij zaposlenih se solastništvo ohranja na način, da novi zaposleni prihajajo v solastništvo avtomatsko, stare se pa avtomatsko izplačuje. To so 3 karakteristike, ki naredijo ESOP izredno zanimiv sistem delavskega lastništva. ESOP je v bistvu fascinanten tudi v tem, da je izredno, torej se razširil v Ameriki, kar 7,000 podjetij ima vzpostavljene ESOP sklade, kar je 10%, torej 14 milijonov ljudi, delavcev je del tega solastništva, kar znese na 10% privatnega sektorja, torej zaposlitev v privatnem sektorju. In to ni več ta margina, ko običajno pomislimo na delavsko lastništvo ali pa zadrugo, ali kmetijska, ali pa neka hippie tattoo parlor s 3 ljudmi. Ne, to so v bistvu velika podjetja, močna podjetja in tako naprej. Torej, učinki lastništva zaposlenih, raziskave znova in znova potrjujejo, so zelo pozitivni. V smislu širših eksternalij delavsko lastništvo zmanjšuje neenakost, ker napada premoženjsko neenakost, tam, kjer je glaven del neenakosti, neenakost v lastništvu kapitala. Je zelena politika podjetja, ki so v lokalni lasti, zelo intuitivno, so lokalno odgovorna podjetja. Če bi bilo Anhovo v lasti delavcev, verjetno bi investiralo precej denarja v to, da zaščiti lokalno okolje. In so družbeno odgovorne, skrbijo za delavce, skrbijo za lokalno skupnost in tako naprej. Kar je pa še mogoče najbolj presenetljivo,
in gre proti nekemu stereotipnemu predsodku, da delavsko lastništvo oziroma ekonomska demokracija je mogoče nekaj etičnega in družbeno dobrega, ampak to ne bi nikoli funkcioniralo v gospodarstvu. To so izredno nepremišljeni in ignorantski v bistvu pomisleki, ki, ko ti nekdo to pove, takoj vidiš, da ni nič resno študiral te prakse. Zdaj, empirične raziskave, ki se že desetletja ukvarjajo z preučevanjem podjetij v lasti zaposlenih, ugotavljajo, da so v smislu poslovnih indikatorjev, torej produktivnosti, odpornosti v času kriz, odpuščanja v času kriz, rast prodaje, pripadnost zaposlenih in tako naprej, sistematično boljša podjetja v lasti zaposlenih od primerljivih podjetij, ki so klasično v lastnini. Se mi zdi zelo zanimiva poanta. Ok, zdaj pa pridemo na socialno inovacijo in to je slovenski ESOP. Na našem inštitutu smo na podlagi dobre prakse iz tujine, torej na podlagi ameriškega ESOP-a in še nekaterih drugih modelov ustvarili slovenski model, ki kopira te tri osnovne karakteristike ameriškega, s tem, da se pa opira na neke druge modele delavskega solastništva, pa v bistvu popravlja neke napake, ki jih v bistvu strokovnjaki pri ameriškem ESOP-u odkrivajo. Funkcionalnost našega modela je v tem, primarno naslavlja problem lastniškega nasledstva, ki je težava, o kateri se zelo malo govori v Sloveniji. Zdaj moramo se zavedati, da je 60 oziroma 70% vseh delovnih mest v Sloveniji v srednjih in malih podjetjih, ki se praktično po definiciji srečujejo prej ali slej z problemom lastniškega nasledstva. Kaj se zgodi, ko gre lastnik v pokoj, ko lastnik gre iz podjetja ali pa v skupina lastnikov? Družinsko nasledstvo pride v upoštev v manj kot 10% primerov, trg za taka podjetja z vidika konkurence ali pa investicijskih skladov je izredno nerazvit in tudi vprašljivo je, ali je družbeno odgovoren. In tukaj ta slovenski ESOP ponuja v bistvu orodje za reševanje nasledstva. Seveda pa zagotavlja tudi ostale zadeve, ki sem jih napisal, bolj inkluzivno gospodarstvo, sidra lastništvo med lokalnim prebivalstvom, rešuje problem tega generacijske pripadnosti, milenijske in zgodnje in tako naprej. Zdaj z vidika, to je tudi v bistvu evropski ESOP, razlog je, da je European Federation for Employee Share Ownership iz Bruslja objavil naš tehnični opis koncepta kot evropski ESOP in mi to z veseljem seveda tako predstavljamo. Nataša, a sem s časom v težavah ali kaj ste se pojavili? Pojavila sem se toliko, da sem kot opomnik. Kar nadaljuj. Imam še kratka slajd. Slovenski ESOP v praksi, zdaj spet mi ne govorimo, ampak ne samo govorimo, tudi delamo, smo trenutno v pilotni fazi, torej delamo s 3 podjetji oziroma 4 podjetji trenutno delamo implementacijo ESOP sheme. Pri 3 pričakujemo, da bo shema, torej da bomo podjetja prestrukturirali do konca leta 2021. Eno podjetje je INEA, inženirsko IT podjetje s približno 90 zaposlenimi, ki bo najprej 50% ESOP, torej 50% deleža bo v lasti zaposlenih. V roku 3 let pričakujemo, da bo to 100%. Drugo podjetje, to INEA je malo starejše, zrelo podjetje, drugo podjetje pa Foodlife, 2 lahko omenim, 3 ne smem. Foodlife je pa zagonsko, hitro rastoče podjetje, ki je ESOP vzpostavlja kot nek equity pool za zaposlene, torej neko tako motivacijsko zadevo. Faza diseminacije 2022 pričakujemo, da bomo še 5 in več podjetij prestrukturirali. Potem je pa vprašanje seveda potencijala. Mi tukaj ne delamo za to, da bo 4 podjetja v lasti zaposlenih. Vprašanje je, kaj se zgodi, če institucionalno pravilno urediš to področje, spodbudiš z davčnimi olajšavami in tako naprej, kaj se zgodi, kje je potencial tega, da slovenski kapital slovenskih podjetij preide v neko v roki široke množice Slovencev oziroma delavcev na slovenskem področju. Če je v Ameriki to 10%, jaz upam, da je v Sloveniji to lahko veliko več. Na inštitutu smo 2 leti nazaj pripravili, oziroma zadnji 2 leti pripravljamo zakon, ki bi spodbudil slovenski ESOP. Trenutno smo v politični komunikaciji, zakon bi predvsem definiral neke davčne olajšave in seveda pravila, da ne pride do zlorab tega modela. Zlorabe je lahko na primer tajkunski prevzem prek sklada ali podobno. Ok, in to je zadnji slajd oziroma poziv za gledalce, če koga zanima, da nas kontaktira, da nas vpraša
če podjetje kakšno zanima, da bi vzpostavilo podoben sistem pri njih, lahko kot podjetje tudi se uvrstite na tale kar lep seznam podpornikov, načelnih podpornikov naših prizadevanj. Vabim pa tudi posameznike, ki jih zanima morebitno sodelovanje. Inštitut zelo lepo raste, odkar smo ustanovljeni in vedno rabimo dobre ljudi, ki bi z nami sodelovali. Tako da to je to. Najlepša hvala. Zelo zanimiva predstavitev. Si predstavljam, da je več časa bi pravzaprav potreboval za neko obširno predstavitev, ampak morda tisto, kar me zanima, je samo, v kakšen tip podjetja se to pravzaprav lahko implementira. Si predstavljam, to mora biti tako uspešno podjetje, da imajo toliko dobička, da pravzaprav pride lahko do izplačila. Ja, to je odlično vprašanje. Zdaj v bistvu ESOP model je model, ki je pripravljen za profitabilne podjetje. Imaš pa različne modele za vzpostavljanje lastništva zaposlenih. Imaš tudi italijansko Marcoro, kjer gre v bistvu za reševanje podjetij, ki so v likvidnostnih težavah. Torej, imaš platformne modele za platformne podjetja, za platformne delavce. To so različne, to je zdaj ravno pluralističen nabor različnih modelov, ki bo naslovil različne potrebe. ESOP je model za dobro stoječe podjetje. Obstajajo potem recimo bili drugi modeli pa za slabša podjetja. Zanima me še to, ko si dejal, da je to nekako tretja pot med kapitalističnim in socialističnim modelom, pa ker se solastništvo drži tak predsodek samoupravljanja, morda v naših krajih še bolj. Kako je z učinkovitostjo takšnih podjetij? Ker si predstavljam, ne vem, potem se vsak ukvarja pravzaprav z vodenjem podjetja, ne? Učinkovitost kot kako uspešna so. To je zelo pogost očitek na našem področju. To smo že imeli in ni funkcioniralo. Zdaj, realnost tega je, da nismo imeli niti blizu delavskega lastništva. Mi smo imeli državno lastništvo zadrug, s tem, da so delavci kvazi upravljali, politični menedžment je v Jugoslaviji delal svoje. To je bilo čist drug model. In to sem tudi imel v predstavitvi. Glede na to, da so raziskave, empirične raziskave, ki dejansko grejo gledati populacijo podjetij in primerjajo, izkazujejo, kažejo, da so take podjetja nadpovprečno učinkovite. To je zanimivo. In tudi logika je, če greš izven te ideološke prve intuicije, pa malo dogmatične, je intuicija taka, če ali bolj skrbiš za svoj avto ali za avto, ki ga najameš. Na drugi del vprašanja bi pa odgovoril, na specializacijo dela v takih podjetjih ne propade. Še vedno imaš ti profesionalni management, ki se ukvarja z vodenjem day-to-day odločitvami in tako naprej. Edina razlika je, da upravni odbor je nastavljen, oziroma skupščina lastnikov so zaposleni ali pa njihovi predstavniki, ki nastavljajo ta management. Management odgovarja zaposlenim, ne nekim zunanjim lastnikom. Tako da ni tako, da bi vsi upravljali z vsem. Razumem. Samo še v eni pasti bi razmišljala, ker se mi zdi, vse problem ni tisti, vsaj pri nas v podjetjih, tisti redno zaposleni. Trg je zelo prekariziran. Kaj s tem outsourcanjem? Se pravi, da za ene stvari, da potem ti, ki so solastniki, pa morda izkoriščajo na trgu druge. Ne vem, se to pojavlja? Se opravičujem, ali sem prekinil ali je... Ne, kar. Tukaj se temu incentivu samo interesa ne izognemo. Tako, ker danes lastniki v kakršnikoli obliki outsourcajo, da znižajo stroške, si lahko predstavljamo, da bo tudi po podjetju v demokratični lasti delalo podobno. Čeprav mogoče je nek incentiv, da mogoče malo manj tega delaš, ker si v drugačnem okolju, drugačna kultura je kot demokratičnega podjetja, kot klasičnega podjetja, ampak jaz tukaj ne govorim, da ekonomska demokracija rešuje vse probleme. Država mora regulirati take zadeve, to je stvar državne regulacije, ekonomska demokracija ne sme biti ultimativno panaceja za vse. Ja, vse nas je lahko strah tistih rešitev, ki rešujejo vse probleme, to je itak nevarno. Če od tvojega preidem k naslednji gosti, čisto na kratko, kako bi se v ta... zdaj je pa že šel. Kako bi se v ta model ESOP-a vključil model skrajšanega delovnega časa? Morda samo kot ideja. Ja, mogoče v model ekonomske demokracije. Zdaj lahko je en hipotetičen primer, da če imaš trgovino, ki je v lasti zaposlenih in eno, ki ni, in pride robotizacija, avtomatizacija s temi keširji, v bistvu podjetje, racionalna odločitev je, da zmanjšuje število ur
ki delavcev. Ne. Zdaj pa eno podjetje bo lahko to delalo tako, da odpušča, drugo podjetje bo pa delalo, da pri istem nivoju plač znižuje ure dela. In to je lep uvod v to, kar Katja Simončič govori. Ja, to je lep uvod. Pa še roboti bi lahko z davke začeli plačevati, ne? Hvala tej Gonzo za enkrat, se vidimo ob razpravi. No, kot rečeno, naša naslednja gostja pa bo raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo Katja Simončič. Njeno polje raziskovanja je predvsem družbena pravičnost, prihodnost dela in če ostanem za trenutek pri ekonomistu, John Maynard Keynes, to velikokrat omenimo, ko govorimo o skrajšanem delovnem času, je v 30 letih prejšnjega stoletja govoril, da bo ravno zaradi tehnologije, zaradi njenega napredka človeško delo postalo tako nepotrebno, da bomo ta tehnološki presežek uvedli, zaradi tega tehnološkega presežka uvedli 15-urni delavnik. Danes vidimo, da nam je tehnologija omogočila še daljše delavnike in da se nekako vračamo na to, da bi se borili za 8-urni delavnik. Ampak, Katja, obstajajo argumenti, obstajajo prakse za skrajševanje delovnega časa in o tem nam boš spregovorila ti. Izvoli, dober dan. Bravo, hvala. Ja, mogoče bi začela malo z nekim zgodovinskim uvodom. V bistvu je v 18. stoletju, ne, kot vemo, je industrializacija s sabo prinesla v bistvu velike tovarne in drage delovne stroje, elektrifikacijo in s tem je bilo mogoče delovne procese izvajati, tako ni bilo več svetlobe in tako se je v bistvu takrat število pričakovanih delovnih ur podvojilo in ljudje so začeli delati tudi po 14 ur na dan in kot odziv na to so se razvila neka delavska gibanja, ki so se začela boriti za krajši delovnik. Takrat je recimo Robert Owen že leta 1817 nekako dejal, da bi morali imeti 8 ur dela, 8 ur rekreacije in 8 ur počitka. Ne. Potem je pa v bistvu šele čez 100 let prišlo res do nekega uvajanja krajšega delovnika v prakso in sicer v tovarnah Henryja Forda, ki je v bistvu svojim delavcem skrajšal delovnik na 8 ur in obenem podvojil plače. Rezultat je bila pa večja produktivnost delavcev. Njegov cilj je bil pa v bistvu predvsem ta, da bi lahko imeli delavci sredstva in čas za to, da bi si lahko tudi privoščili produkte, ki so jih sami proizvajali. No, potem je prišlo v bistvu do prvega zakonskega omejevanja delovnega časa in leta 1935 je bil potem določen kot nek mednarodni standard 40-urni delovnik, ki ga še danes poznamo, ne. In zakaj je prišlo do tega zakonskega omejevanja, do teh sprememb? Ja, prvič zato, ker so se za to borili sindikati, ki so v bistvu nekako želeli zaščititi delavce v industriji, ne, v proizvodnji, ki so opravljali to tako zelo težaško delo, ne, in nekako je bilo treba zaščititi njihovo zdravje in dobro počutje in tako, pa tudi šlo je za nek način manjšanja števila brezposelnih, ne. Zdaj, pravica do razumnega delovnega časa je tudi človekova pravica, ne. Torej, vsak človek ima v skladu s Splošno deklaracijo človekovih pravic tudi pravico do razumnih omejitev ur dela, ne. Zdaj, 60 let kasneje, ne, potem, ko je bila sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, se lahko vprašamo, kaj to danes pomeni, ne, ta razumna omejitev delovnega časa, ne. In kdo pravi, da je to ravno 8 ur na dan? Argumentov za krajši delovnik je kar precej, ne, mogoče če začnem z spremenjeno naravo dela, ne. Torej, pomembno je izpostaviti, da 8-urni delovnik ni bil sprejet zaradi tega, ker bi raziskave kazale, da je prav 8 ur neka optimalna številka koncentracije, ki jo je posameznik zmožen, ne. Kot rečeno, so pač 100 let nazaj delavci opravljali veliko bolj velikem večjem deležu bolj težaško delo in zato je bil ta številka 8 ur nek korak v smeri humanizacije dela, ne. Torej od 10 do 16 ur na 8 je bil nek korak naprej, ne. Danes pa zdaj zaradi avtomatizacije, zaradi razvoja tehnologije in tako naprej ne opravljamo več toliko tovrstnega dela, ne. Recimo, če gledamo v zadnjih 100 letih, ne, se je
delež poklicev od leta recimo 1900, ki so delež poklicev velega ovratnika, se recimo povečal od približno 25% na 75%, recimo mislim, da je to podatek za ZDA, medtem ko je delež delavcev v gradbeništvu, v proizvodnji, v prevozu upadel, od recimo 75 na 25%. Danes je vedno več teh knowledge workers, torej delavcev znanja, ljudi, ki morajo kritično razmišljati, reševati neke probleme, in 8 ur tovrstnega skoncentriranega dela ni neka realistična zahteva. Seveda je to preveč tudi za delavce v tovarni, ampak mogoče, če za trenutek to pustimo ob strani. Dejstvo je, da je bolj kot je naše delo mentalno zahtevno, manj ur smo sposobni biti skoncentrirani. In recimo Wade poroča, da smo resnično zadovoljni s svojim delom takrat, kadar smo v stanju nekega globokega dela, deep work, in to je neko intenzivno fokusirano delo, ki ga je pa skoraj nemogoče opravljati več kot 3-4 ure na dan. In v bistvu ta zahteva, da so delavci na delovnem mestu neko določeno fiksno število ur, povzroča tudi nek pojav imitiranja dela, tako imenovan fake work, ko ljudje pač so na delovnem mestu, pa delajo kar nekaj, in obenem imajo pa slabo vest in se slabo počutijo, da premalo delajo. Zanimivo je to, da raziskave kažejo, da povprečno smo ljudje produktivni na delovnem mestu zgolj 2 uri in 53 minut dnevno. Torej, toliko časa smo zares produktivni, ostalo pa pač se nekako zgubi. In drugi vidik produktivnosti, ki je pa tudi zanimiv, je pa, da statistike kažejo, da v bistvu produktivnost se ne veča enakomerno z daljšanjem delovnega časa. Recimo OECD poroča, da v Mehiki, v Južni Koreji, v Grčiji, ki so recimo države z daljšimi delovniki, da imajo relativno nizko produktivnost. Po drugi strani pa recimo Irska, Norveška, Nemčija, države, ki so najbolj produktivne glede na ure opravljenega dela, imajo pa precej krajše delovnike. Pa druga stvar je pa tudi ta, da nam seveda tehnologija omogoča, da bi delali manj. Kot je že Nataša prej omenila, je že Keynes napovedal več kot 100 let nazaj, da naj bi, glede na razvoj tehnologije, glede na povečanje produktivnosti, ki jo je napovedal, da ne bi delali danes recimo samo 15 ur na dan. In recimo pisarniško delo, ki je leta 1970 trajalo 8 ur, danes lahko delavec opravi v 1,5 urah. Potem tudi recimo v pravnih pisarnah raziskave kažejo, da naj bi kar 80% v 80% zadevah, ki jih opravljajo, v bistvu bili pripravniki, ki pridejo iz fakultet, bolj učinkoviti, zaradi tega, ker se spoznajo na tehnologijo, kot pa nekdo, ki ima 10 let izkušenj v pravni pisarni. Skratka, danes smo 2-krat bolj produktivni, delamo pa še vedno 40 ur. In zakaj? Zakaj je temu tako? Ja, en razlog je zagotovo v tem, da pač so podjetja tista, ki so nekako se okoristila za to večjo produktivnostjo delavcev. Recimo plače generalnih direktorjev so se povečale približno za 1000%, medtem ko so se povprečne plače ostalih delavcev dvignile samo za 10% v tem času. Pa tudi v številnih industrijah se dogaja to, da v bistvu podjetja se razširijo in zaradi večje produktivnosti se razširijo in še povečajo število dela, ki ga opravljajo. Širša slika je pa ta, da naj bi nove tehnologije, razvoj novih tehnologij pripeljal do tega, da bo v bistvu mogoče avtomatizirati kar 45% vsega dela, torej predvsem banalnih rutinskih opravil. Kar v bistvu pomeni, da bi lahko recimo 18 ur od 40 ur, ki jih opravimo, dela odpadlo. Torej zdaj nevarnost je, da obstaja, da bodo podjetja raje odpustila neke delavce in da bodo preostali delavci še vedno delali 40 ur. Ampak dobro bi bilo, če bi se lahko temu izognili. Zdaj, če grem še malo naprej. Aha, sem že pri 10 minutah. Lahko greš še naprej. Si morda nameravala omeniti tudi kakšne slovenske primere oziroma primere? Aha, tudi lahko potem, ja. Še par stvari, sam bom probala čim bolj na hitro.
Mogoče je še to en zelo velik razlog, seveda za uvajanje krajšega delovnika je ta, da res vse študije seveda kažejo, da pozitivno vpliva na nekako družinsko življenje in srečo zaposlenih, ne. In recimo zanimivo je to, da študija, ki so izvedli na Cambridgeu, kaže, da optimalno, da seveda to, da delamo, pozitivno vpliva na naše mentalno zdravje, ampak optimalna številka ur dela bi bila 8 ur dela na teden, ne na dan, ne. Torej, tukaj dosem se povečuje naše mentalno zdravje, potem pa že nekako ne več. Skratka, cel kup študij obstaja na to temo, kako recimo, če delamo več kot 55 ur na teden, imamo 1/3 več šans, da nas bo zadel infarkt, ne. Potem, da so ljudje, ki delajo več kot 40 ur na teden, bolj nagnjeni k popivanju, k depresiji, kot pa tisti recimo, ki delajo manj, ne. Skratka, ne vem, možnost za ločitve se 2-krat poveča pri tistih parih, ki delajo recimo izmensko delo po noči, nadure in tako naprej. Znan je tudi recimo ta pojav na Japonskem karoši, ne, kjer delavci, ki delajo 60-70 ur na teden, v bistvu umirajo zaradi srčne kapi, infarkta, ne, in tako. In na Japonskem so zdaj, mislim, da ne vem, letos ali lani so uvedli možnost delavcev, da delajo 4 dni na teden, ne, prav zaradi tega, ne. Skratka, drugi razlogi, ne, ki so še za to, zakaj bi se podjetja lahko za to odločila, je ena gotovo to, da so v bistvu s tem lahko pokažejo kot neki pionirji na področju, privabijo kader, obdržijo kvaliteten kader, ne. Potem tudi prihranijo lahko zelo veliko pri režijskih stroških, ne, pri elektriki, recimo Microsoft na Japonskem, ki je uvedel ta krajši delavnik, je kar za 23% privarčeval na elektriki. Oni so se pač odločili, da bojo en dan v tednu delavci ne bodo delali. In recimo zanimivo je, da v okviru kampanje Platform London so izračunali, da bi prehod v Združenem kraljestvu na 4-dnevni delovnik v bistvu zmanjšal ogljični odtis kar za 127 milijonov ton, kar je 20% zmanjšanje ogljičnega odtisa in je enako, kot če bi v bistvu celo to floto privatnih avtomobilov v Združenem kraljestvu umaknil iz cest, ne. Torej, zelo velik učinek, ne. Potem ja, tudi v bistvu je nek način manjšanja brezposelnosti, ne. Gre tudi za neko možnost preprečevanja diskriminacije, ne, ker lažje je s takim delovnikom usklajevati družinsko življenje in delovno življenje, ne, kar pa v bistvu vpliva na ugodnejši, enakopravnejši položaj žensk, ne, ki so še vedno pretežno prevzemajo velik del teh družinskih obveznosti, ne. Skratka tako, no, mogoče ja, pri tem lahko še kaj o primerih povem, če v okviru vprašanj, ne. Zdaj mogoče, ker jih je res veliko in so tudi pozitivni, mogoče za zaključek samo še to, ne, da v bistvu bi se rada vrnila k tej arbitrarnosti te številke 8 ur dela na dan, ne, da mogoče je bolje, da se vprašamo, ne, če se sprašujemo, zakaj bi delali manj kot 8 ur, zakaj ne bi, ne. Da je bolj smiselno vprašanje, zakaj ne bi, ne, da pač s pomočjo tehnologije je to mogoče, ne. In recimo Aristotel, ne, je govoril o tem, kako je osrednji cilj človekovega življenja to, da dobro živimo, ne, ta eudemonija. In kaj to pomeni, ne, to pomeni, pravi Aristotel, da si v bistvu tekom celega življenja zagotavljamo neke resnične dobrine, ki ustrezajo našim naravnim potrebam, ne. In da živeti dobro je v bistvu ni neko sredstvo, ni neka točka na naši poti, ampak je sam cilj našega življenja, ne, naj bi bil. In po te resnične dobrine on navaja po eni strani zdravje, vitalnost, življenjsko moč, uživanje v življenju, po drugi strani navaja neke zunanje dobrine, kot so hrana, pijača, streha nad glavo, spanec, in pa potem tudi dobrine za dušo, ne, kot so recimo prijateljstvo, estetski užitki, znanje, samozavest, ljubezen in tako naprej, ne. In vprašati se moramo v bistvu, koliko od tega pridobimo s svojim delom, ne. Zagotovo nekaj zagotovo, ne, ker delo, ki ga opravljamo in je za nas pomenljivo, ne, pri katerem imamo nek občutek smisla, nas nedvomno osrečuje, ne. Vprašanje pa je, kolikšen delež svojega življenja posvečamo delu, ne, in koliko nam ga ostane za te druge prav tako pomembne vidike življenja, ne.
In mogoče še za konec zadnja misel, da v bistvu ena medicinska sestra je napisala po dolgih letih dela z bolniki, umirajočimi bolniki, napisala knjigo o tem, o njihovih obžalovanjih, ne. In na drugem mestu je bil stavek, da žal mi je, da sem toliko časa posvetil delu, ne. Tako da mogoče samo kot v razmislek. Zdaj pa bi mogoče samo delila še tale en slajd. Če se vidi. Mogoče samo še kot nek poziv, da v bistvu v okviru spletne strani Popravila sveta smo se začeli ukvarjati s tem, kako recimo kako podjetjem pomagati pri prehodu na krajši delavnik, ne, s tem smo se nekako šele začeli ukvarjati. Tule je spletna stran, tako da vidite, do katere lahko dostopate, tako da če koga ta tema zanima, bi se s tem ukvarjal ali pa ga zanima, da bi to uvedel v svoje podjetje, so tukaj kontakti in ja, hvala. Ja, hvala, Katja. Res, lahko bi pravzaprav spregovorili tudi še o vprašanjih Teje, recimo med tvojo predstavitvijo delil, kako bo zdaj na Portugalskem prepovedano klicati zaposlenega, samo naslov sem prebrala, po koncu delovnega časa, ne. Prihaja do teh omejevanj, si pa predstavljam, da ima lahko tudi skrajšan delovnik svoje slabosti, ker ne vem, da tudi v Bangladešu imajo omejitev za delovni čas, pa vprašanje, kako ga spoštujejo. Bomo morda o tem spregovorili tudi v širši razpravi. Zdaj bi pa kar nadaljevala, da nam potem ostane tudi za to čas. Rečemo velikokrat, da je kriza tudi priložnost, kar zveni skoraj kot kakšen marketinški trik, ker ponavadi v teh krizah samo še utrdi se sistem, ki že je. Zdaj se nam bo pridružila družboslovka z res širokim interdisciplinarnim, lepše rečeno meddisciplinarnim znanjem, kot pravi, recimo na prejšnjo temo se možgani ne vključijo ob 7 in izklopijo ob 8, ne, tako so pač, niso tako narejeni, da bi tako delovali, no. Tako da verjamem, da ima tudi vpogled v to skrajševanje delovnega časa, deluje v mednarodnih okoljih, Švedske, Islandije, Velike Britanije, predvsem profesorica na Univerzi v Leedsu, doktorica Jana Javornik, dober dan, dober dan je, zdaj pa že res dober dan, prisrčen pozdrav. Šli bomo nekako na polja javnih politik, sodobnega trga dela in obenem razjasnili določene koncepte, jih povezali z gospodarstvom, z izobraževalnim sistemom, seveda v luči aktualnih covidnih izzivov. Izvolite. Dobro jutro vsem. Na otoku pač do 12 moramo obvezno reči good morning, ker nimamo kaj boljšega. Tako da jaz vztrajam pri Tejevem pozdravu, dobro jutro. V Sloveniji se pa seveda dan začne mnogo bolj zgodaj. Skratka, hvala za povabilo in tudi vsa izredno zanimiva izvajanja doslej. Mi smo se na nek način pogovarjali o tem, da predstavim izzive nekega post-covidnega trga dela in predvsem z vidika prihodnosti, prav tako pa sposobnosti napovedovanja. Verjetno se vsi prisotni, ki vas žal ne vidim, spomnite dogodkov iz začetka tega leta, ko je završalo predvsem okrog razpisa za vpis na visokošolski študij. Takrat se je vnela izredno vroča razprava o tem, kaj slovenski trg potrebuje in česa ne, in se na nek način ustvarila hiperpolarizacija med družboslovjem in ostalim, predvsem tehniko in naravoslovjem, pri čemer se vzpostavlja nekak dialektičen odnos med nadrejenostjo enega in podrejenostjo drugega. Prav tako smo v tistem trenutku zelo glasno razpravljali o tem, kateri študijski programi ponujajo večjo stopnjo zaposljivosti, pri čemer pa opažam tudi po svoji prejšnji vlogi, ker sem vodila resor visokega šolstva, da se v Sloveniji nikoli nismo konkretno izrekli o konceptu zaposljivosti, ki jo na mojo veliko žalost v Sloveniji merimo preprosto z zaposlenostjo. Pa se bomo k temu še vrnili in sicer
Na prvi točki, torej, če se lahko verjetno vsi strinjamo, da živimo neko novo svetovno krizo, za katero že vemo, da se je iz zdravstvene začela preoblikovati v vse druge oblike kriz, o katerih smo danes tudi morda že nekaj slišali. Vsekakor je ta izgubila oziroma povzročila izgubo dragocenih človeških življenj, tudi zmožnosti številnih ljudi. Recimo, jaz sem ena od bolnic dolgega covida, ki ga preživljam in doživljam že 9. mesec. V tem trenutku pa se ta seli v ekonomsko polje, kjer pa tako učinkov na žalost še ne znamo oziroma ne moremo izmeriti. In če spremljamo reakcije vlad, ne samo slovenske, ampak tudi svetovnih, vidimo, da dejansko te poteze bolj kot kadarkoli določajo, kako bodo konkretne družbe okrevale in postale odpornejše na podobne krize. In učinek pandemije je raznolik med državami in tako v zdravstvenih kot ekonomskih ozirih, in kar je ključno, vse, kar se je zgodilo, učinkuje na posameznice, in to občutijo tudi skeptiki, ki sicer pogosto trdijo, da se jih politika ne tiče. Številni so izgubili službo, mnogi nimajo dovolj dohodkov za preživetje, zdravje mnogih je oslabljeno, sposobnosti in zmožnosti številnih ljudi, ki jih je COVID prizadel, je oslabljeno. Kar pomeni, da vladne odločitve in odločitve delodajalcev učinkujejo na vsakogar. In ljudje imajo ali pač nimajo dostopa do storitev, do trga dela, ki jih potrebujejo. In tokrat smo morda prvič zelo osebno občutili, da vse, kar počne vlada, vpliva na naša življenja in na življenja teh okoli nas, in posamezna stališča odločevalcev, njihova dejanja, delovanja, vedenja in odnos štejejo. Kar izrečejo, predvsem pa kaj storijo, ima mnogo daljnosežnejše posledice, kot jih je imelo nekaj let poprej. Zagotovo sta leti 20 in 21 leti ekonomskih šokov, in zato je odpornost toliko pomembnejša. In seveda je zato pomembno, kako vlade mislijo odpornost in okrevanje, predvsem zaposlitvenega trga, ki, kot rečeno, v Sloveniji še ne kaže prvih učinkov hude krize. Kaj je torej največji problem in ovira? Predvsem to, da ekonomske pogoje in okoliščine določata negotovost, koliko časa recimo traja do popolne razdelitve cepiva po svetu, nato precepljenosti, negotovosti glede prihodnjih zapiranj, glede vedenja potrošnic, ali se bo to kdaj vrnilo recimo na predpandemijsko raven. In taka negotovost vladam v marsičem onemogoča ali teži načrtovanje vlaganj in investicij, predvsem pa velikim investicijam. In ravno tu je priložnost, in sicer kako zmanjšati to negotovost. In seveda je to predvsem odvisno od vlade in njihovih pristopov k obvladovanju in preprečevanju širjenja virusa. Ampak ob tem se na nek način prisilno spreminjata tudi način in organizacija dela, in na nek način tudi Slovenija živi digitalno revolucijo. In zato je vprašanje, ki se postavlja, kako od tu, kjer smo, priti tja, kamor moramo priti, ali pač tja, kamor si morda želimo priti. Ko analiziramo različne družbe, od Švedske, Združenega kraljestva, Kanade, Islandije do Slovenije, ugotavljamo zelo raznolike odzive trga dela, in sicer pogost pojav, ki ga opažamo, je predvsem na nek način težnja po vrnitvi na predpandemijsko stanje. Predvsem vračanje ljudi v delovna okolja, tudi v tista delovna okolja, ki fizične prisotnosti ne potrebujejo nujno. Istočasno pa se nam dogajajo na neki makroravni, globalni ravni zapiranja določenih poklicev, ukinjanja določenih poklicev, ki ravno zaradi nekih novih družbenih trendov postajajo odveč. In zdaj tukaj se potem pojavi vprašanje, torej, kako v trenutku, ko je v obtoku zelo veliko sredstev, pa vemo, da se bodo že čez leto ali dve ti viri zmanjšali ali celo usahnili, tako na ravni EU kot na ravni Slovenije, in da je pred nami problem davčnega primanjkljaja in deficita,
predvsem ob dejstvu, da bo na svetovni ravni kumulativni primanjkljaj dosegel 30 bilijonov do leta 2023 in česa tako silovitega naša družba še ni doživela, kar pomeni, da ocenjen znesek presega tistega iz svetovne krize 2008 kar za 3 do 4-krat. In fiskalni izziv bo torej izjemno velik, potrebe in reorganizirani trgi dela pa tudi, ne? In tukaj imamo potem vprašanje, na kak način recimo pripraviti zagotovila, da bodo sredstva recimo podjetja lahko vračala, torej jamstva, garancije, poroštva, prav tako vlade. In to je priložnost tako za podjetje kot za vlade, da pokažejo, na kak način recimo upravljati s temi sredstvi. In recimo tudi večji skeptiki recimo trenutno govorijo o univerzalnem temeljnem dohodku, ne več zgolj teoretično, in ključno na tem mestu pač je, da se mora preoblikovati ekonomski odnos, ne? In tako med vlado, državljani, vlado in podjetji, torej tudi med javnimi storitvami. In ključen razvojni moment v tem delu, kot ga vidim jaz, je zagotovo izobraževanje. In ne v vseh družbah, ki jih jaz primerjam, ne gre za enake razvojne potrebe, ampak v Sloveniji pa definitivno potrebujemo na nek način hitrejšo optimizacijo, predvsem visokega šolstva, ker mora izobraževanje postati motor okrevanja. Zdaj vprašanje pa je, če to slovenska družba res vidi in če to res razume. In pogosto recimo ob uvajanju določenih načinov novega načina izobraževanja in učenja, v Sloveniji je to bilo predvsem na daljavo, ne vidimo kot priložnost za neke nove načine prožnejših oblik usposabljanja, izobraževanja in tako naprej. In recimo pomembno je, tako kot je moja predhodnica izpostavila tudi, ne, da določene nove oblike, ki jih tehnologija ponujajo tudi okolju prijaznejše rešitve. Skratka, na eni strani povečujejo sposobnost dosega skupin, ki jih lahko s tem dosežemo, na drugi strani razvijajo določene rešitve, ki so prijaznejše okolju. Pri čemer pogosto pozabimo seveda, da digitalizacija ni nujno vedno čista, ne nazadnje lahko neustrezna digitalizacija celo pospeši okoljski odtis. Prav tako tehnologija, ki nastaja na področju oziroma na podlagi izkoriščanja recimo otroške delovne sile in tako naprej. Ampak kaj smo se recimo naučili v tem zadnjem letu in 9 mesecih, predvsem tega, da učenje in izobraževanje postajata predpogoj in imperativ za vse izmed nas. Torej, če je v času epidemije in v nekem bližnjem obdobju po pandemiji usahnilo 25% vseh poklicev, je razumljivo, da se mora družba pripraviti, da postane odpornejša na tovrstne krize. Ker namreč, če pogledamo vse od leta 2008, Slovenija pa dejansko že vse na nek način od tranzicije, od prehoda dalje, smo v perpetualni tranziciji. Skratka, ves čas morajo sistemi prilagajati in vprašanje je, ali Slovenija dovolj modra in dovolj pametna, da omogoča rapidno prilagajanje določenih velikih sistemov. Eden takih je zagotovo recimo izobraževalni sistem. In to seveda potem odpre neka nova vprašanja, predvsem o tem, kako priti do tiste razvojne faze, kjer zaposleni, ko se prijavljajo na delovno mesto, recimo predložijo nek življenjepis, ki je odraz serije različnih karier, ki so jih izbirali, oblikovali in tako naprej. In recimo, kako bodo delodajalci začeli prepoznavati tako imenovane portfelj kariere, temu rečemo recimo slash kariera, kakršna je na primer moja. Recimo, bila sem istočasno generalna direktorica za visoko šolstvo, istočasno svetovalka FTSE 100, istočasno akademičarka in predavateljica in tako naprej. Imamo pa te slash kariere seveda tudi na nižjih pozicijah in skratka gre za nek nov pojav na trgu dela, ki sicer ni tako nov, ne, ampak je recimo ena od inovacij, ki pospešuje na nek način tudi individualno izobraževalno revolucijo. In
V Sloveniji je bila pred pandemijo udeležba in uporaba raznih alternativnih oblik usposabljanja relativno skromna. Predvsem pa Slovenija, in tukaj bom uporabila ta izraz namensko, caplja na področju vseživljenjskega izobraževanja, tako pri razumevanju tega koncepta, kot pri sami izvedbi tega koncepta. In Nataša, predvidevam, da se moj čas izteka. Ne, kar počasi. Jaz se pojavim zraven, da lahko nekomu govoriš. Tako da bi mogoče samo izpostavila, da je pač velika lekcija, ki bi jo morali odločevalci na tej točki dojeti, je, da bo velik del družbene odpornosti vodil razvoj tehnologije. Začenči z potrebno spremembo recimo delovanja tako javne administracije kot določenih mehanizmov upravljanja. In to v Sloveniji trenutno je velik izziv, zaradi tega, ker namesto, da se oziroma v prihodnost zelo radi gledamo izključno nazaj, ampak ne zato, da bi se iz preteklosti učili in postajali modrejši in pametnejši, ampak zaradi tega, da na nek način še dodatno spodbujamo hiperpolarizacijo slovenske družbe. Ključna je avtomatizacija, robotizacija ne bosta izginili. Tako smo si recimo nekoč naivno predstavljali za globalizacijo, prej smo poslušali Teja, prišli smo na neko novo razvojno točko potreb reakcij na te globalizacije, ne? In ključno je, da je kriza pospešila številne sistemske tranzicije in da se bodo učinki čutili še mnogo let. In to vodi k vprašanju torej učinkov na prebivalstvo in na najrazličnejše družbene skupine. V Sloveniji recimo pogosto pozabljamo, da nismo zgolj belci, da nismo zgolj moški, ne, da imamo najrazličnejše družbene skupine. In tle je zdaj vprašanje, kako recimo v tej nevihti, v kateri nismo vsi v istem čovnu, nekateri so celo na jahtah, recimo pospešiti ohranjanje in vzdrževanje določenih poklicev, ki so se izkazali za ključne, od smetarjev, medicinskih sester, zdravstvenih delavcev in tako naprej, do zagona nekih novih bodočim družbam potrebnih opcij. In tako ne moremo iti mimo preizpraševanja politike, razvoja pravičnejše družbe in kako recimo doseči večjo družbeno kohezijo v stratificiranih družbah. In visoko šolstvo in izobraževalni sektor imata pri tem zagotovo ključno vlogo. Definitivno pa lahko, če zaključim, povem, da imajo družboslovje, humanistika in umetnost pri tem kritično vlogo. In za razliko od tega, kar je povedal predsednik vlade na začetku leta, ravno ti in predvsem družboslovje imajo višje stopnje zaposlenosti svojih diplomantov in diplomantk, kot jih imajo naravoslovje in tehnika, kot je bilo to predstavljeno v začetku leta. In morda torej s tem zaključim, da pač na tej prelomnici razvojnih ciljev in usmeritev pač moramo razumeti, da je na nek način prihodnost v izobraževanju Slovencev in Slovenk oziroma prebivalcev in prebivalk Slovenije. Toliko. Ja, na filozofiji smo včasih slišali, vsaki diplomira je potem na koncu zaposlen, če ne drugega pa nekje na javnih delih. No? Tako da, ampak dobro. Zanima me to, ko ste omenili 25% poklicev naj bi izginilo med epidemijo, sem prav razumela. Kam so izginili? Kaj to pomeni? So izginili zavedno? Ali o čem tukaj govorimo pravzaprav? Torej, gre za določene poklice, ki zahtevajo neke veščine, spretnosti in znanja preteklosti. To so predvsem recimo tisti poklici, ki, zdaj pa milem Bogu se ne morem zdaj enega spomniti, ampak recimo izvaja se preobrat, mogoče mi bo lahko kdo od predhodnikov pomagal, no? Dogaja se preobrat, kjer brez znanja, recimo tehnologij, uporabe tehnologij, računalnikov, računalniških tehnologij in podobnega, enostavno ne zmoreš več upravljati svojega dela. In imamo recimo določene redundantne elemente, kjer nismo usposabljali ljudi na samem delovnem mestu. Recimo poglejmo, imamo določene, lahko pogledamo recimo določene vzdrževalce. Vzdrževalec, ki je včasih, recimo si jih vsi predstavljamo v teh modrih plaščih, žepi polni raznih ročnih orodij, ki ne zna recimo pogledati, kako deluje nek mehanizem ure za prijavo na delovno mesto, enostavno ne more biti več vzdrževalec. Začeli smo tako imenovano outsourcati tovrstne
tovrstna dela in začeli povzročati, da pač naši lastni zaposleni postajajo redundantni. Namesto, da bi svoje lastne zaposlene usposabljali in izobraževali na trgu dela oziroma mi kot delodajalci. Veliko vprašanj se mi sicer poraja, ampak morda me samo še to zanima, sicer skrbi me, ne vem, za ta izgorelost, pravzaprav, ko govorimo o tem vseživljenjskem učenju, da se pravi, že delo samo ni dovolj, obenem pa v skrajšanem delovnem času, ampak na kratko, če bi se dalo, katere bi bile tiste veščine, ki bodo ključne, se pravi, ne v družboslovju, ne v naravoslovju, ampak veščine, ki jih bo moral imeti recimo diplomant na bodočem trgu dela, ki ga morda sploh še ne vidimo. Izredno pomembno vprašanje, predvsem zaradi tega, ker pogosto rečemo, da mora določen, torej, da trg dela potrebuje določen profil, pa temu sploh ni tako. Novi, sodobnejši procesi na trgu dela potrebuje predvsem določene spretnosti in veščine. Delodajalci tudi v Sloveniji se zavedajo, da s faksa tako ne bojo dobili, mi rečemo temu oven ready chicken, ampak da bodo dobili nek produkt, ki ga morajo potem na delovnem mestu razviti. Ampak zakaj recimo so družboslovci in družboslovke tako visoko zaposljivi? Predvsem zaradi tega, ker imajo tiste mehke veščine, ki jih sodobni trg najbolj potrebuje. In to je delo v timu, kritično razmišljanje, razmišljanje o kompleksnih problemih, sposobnost sintetiziranja, torej ne samo analize ali pa celo deskripcije, ampak višje kompleksne sposobnosti razmišljanja. Prav tako, in to so vse te veščine, ki jih potrebuje recimo sodobni delodajalec. In predvsem gibljivost in fleksibilnost, prilagodljivost in učljivost. In družboslovje že po naravi stvari uči ljudi ves čas se učiti. Namreč nič v družboslovju ni definitivnega, razen mogoče pravo. Medtem ko vse ostalo je tako ves čas gibljivo, ves čas se učiš razvijati določene zaključke iz najrazličnejših disciplinarnih pogledov. Ampak kar si pa omenila, Nataša, za prihodnji trg dela je pa ključna multidisciplinarnost. Novi timi so zelo interdisciplinarni, skratka ti moraš znati delati tako z človekom, ki je specialist za IT, z nekom, ki je specialist za robotiko, z nekom, ki je specialist za etiko in tako naprej. In v tem je prihodnost. In družboslovci so na nek način najbolj naravno nagnjeni k delu v takih ekipah. Zaradi tega se mi zdi, da Slovenija s tem svojim zanemarjanjem in celo podcenjevanjem družboslovja izgublja izredno pomemben, kritičen človeški kapital. Se bom tu zahvalila za enkrat. Pa mislim, da je tudi pravo fleksibilno. Vsaj pri nas je veliko pravnih mnenj in se tudi tukaj težko dogovorimo. Hvala Jana Javornik za enkrat. Zdaj pa gremo naprej k človeku, homo sapiens sapiens. Kaj nam bo kot vrsti morda celo naredil COVID. In morda nam bo antropolog odgovoril tudi na vprašanje nekje vmes, za koliko ur smo narejeni, da delamo. Z nami bo Dan Podjed, antropolog, znanstveni sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, izredni profesor na področju kulturne socialne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dan Podjed, pozdravljen. Recimo, da bo delovni naslov, kam gre covidski človek, kam se usmerja. Izvolite. Nataša, najprej hvala za povabilo in vsem ostalim organizatorjem dogodka. Če odgovorim najprej na to vprašanje, koliko naj bi delali, antropolog Marshall Salins je v knjigi Ekonomika kamene dobe napisal, da je 3 do 5 ur dnevno tisto, kar je še človeško, toliko so delali naši predniki in toliko smo pravzaprav delali večino zgodovine vrste Homo sapiens, ki obstaja recimo približno 300.000 let. Ampak danes bi pa rad spregovoril o novem človeku, ki nastaja pred ekrani in med 4 stenami in začel z neko osebno zgodbo, namreč o tem, kako smo lani študirali in poučevali na daljavo
In v drugem semestru sam študentov sploh nisem videl v živo. In potem smo se srečali na koncu študijskega leta, ko so priredili zabavo, mislim, da je bilo to konec maja, in tam je k meni pristopila neka študentka in me ogovorila, tako pozdravljeni, pozdravljeni. Ja, kako ste? V redu, hvala. In jaz te osebe enostavno nisem spoznal. Nisem vedel, da je to tista oseba, ki sem ji pol leta predaval po zaslonu. Zaradi tega, ker je bila pač drugačna. Ona je bila tridimenzionalen človek, jaz sem pa predaval cel semester in tudi prejšnji semester večinoma dvodimenzionalnim človečkom na ekranu. In zdaj bom delil prezentacijo, ki sem jo pripravil, z tem vprašanjem. Upam, Nataša, da se prezentacijo vidi. Vse vidimo. Super. In naslovil sem jo, kako živeti pred zaslonom in ostati človek. Ker se mi zdi bistveno vprašanje, če že preživimo večino budnega časa med 4 stenami, tole so podatki sicer iz 90-ih let, ko smo že zaživeli v glavnem med 4 stenami in bili 69% časa v stanovanju, 5-6% v pisarnah, skoraj 6% v vozilu, na prostem samo še 7-8% časa. In to je prvi trend, ki se je zdaj seveda med covidom, med lockdownom, med popolnim zaprtjem še ojačal in notri na varnem, domnevno varnem smo preživeli še več časa. Vse po Googlovih podatkih, ker tudi Google ves čas spremlja in nas sledi in usmerja hkrati naše navade, kažejo lanske in letošnje statistike, da smo bili doma seveda še več časa. No, drugi trend, ki je pomenljiv in hkrati zaskrbljujoč, je, koliko časa smo preživeli pred zasloni. Že v predcovidskem času smo bili pred zasloni veliko večino budnega časa, odrasli tam približno 8 do 9 ur dnevno. Ko govorimo o zaslonih, so to računalniki, pametni telefoni, tablice in televizorji in druge naprave. In prav v letu 2018 je vsaj po podatkih iz ZDA prvič se zgodilo to, da so ljudje gledali več v zaslone svojih telefonov, kot pa v televizijske zaslone. No, med lockdownom, med popolnim zaprtjem, takrat smo bili pa pred zasloni še bistveno več časa, po podatkih iz ZDA in Velike Britanije 13 ur dnevno odrasli. Včasih kažemo s prstom na mlade, mladi so imeli v bistvu malce boljše rezultate, mogoče zato, ker so jih starši opominjali, ne bodo toliko časa pred zasloni. In potem hkrati smo starši opozarjali otroke, zjutraj, zdaj pa pojdite pred zaslon, v šolo seveda, nadaljavo. No, tretji trend ne bom prikazal z statistikami, ampak raje z nekaj slikami iz našega vsakdanjega življenja, torej iz naše družine, kako smo se spremenili, kako so se spremenile celo te naše navade, kot so recimo telesne tehnike. Začeli smo si več umivati roke, kar je mogoče dobro, ampak smo se začeli tudi pozdravljati na drugačne načine, bodi si z dvignjeno roko, s komolci, z pestjo in podobno. In to rokovanje recimo je neka navada, ki se mi zdi, da je tako, vsaj lani in letos na robu izumrtja. Če pa komu date roko, si pa potem že razmišljate, kje je tisto razkužilo, da sperete viruse. In doma smo pri nas celo tuširali steklenice, takole v banji, kot kaže na tej fotografiji, in potem sem te steklenice, ki so prišle po pošti k nam domov, tako obrisal, nežno položil na police in mogoče, moram priznati, tudi malce bolj užival, ko sem jo odprl, sem se skoraj povezal že z temi izdelki, ki so prišli na naš dom. In teh izdelkov, ki so prihajali na naš dom,
ker ni bilo konca. V bistvu se je tudi ta poslovni model, ki je povezan s tem, kar bom povedal kasneje, spremenil. To pomeni, da smo ljudje doma, ne gremo v trgovino iskati izdelke, ampak pridejo izdelki k nam. Z ženo sva začela bistveno več naročati nadaljavo. In ena posledica tega je tak stranski proizvod novega načina življenja, ne samo, da smo kupili več, ampak tudi bistveno več stvari vrgli stran. In ko olupiš vse to, kar smo dali v banjo, in potem sem skušal nekatere izdelke razkužiti, obrisati, vsaj med prvim valom, potem smo postali malce manj previdni, potem ugotoviš, da v bistvu kup plastike in druge embalaže, ki jo dobiš v trgovini, bistveno večji od kupa hrane in ostalih izdelkov, ki si jih nakupil. In to je nekaj, na kar enostavno pozabljamo v tem času covida, kaj vse se nam je nakopičilo in kaj vse smo ta čas pometli pod preprogo. Dogaja se nam dejansko preobrazba družbe in iz družbe tveganja, ki smo jo ustvarjali že v 20. stoletju, kot je rekel recimo sociolog Ulrich Beck, smo ustvarili nadzorno družbo. In to pa pomeni, da je treba vsakega, ki je izven 4 sten, nadzirati. In ne samo odrasle, tudi otroke, recimo, starši spremljamo v šolo, če pa jih ne spremljamo fizično, pa jim damo s sabo telefone, da jih lahko kadarkoli pokličemo, ali jim celo nanje namestimo aplikacijo kot nekakšen digitalni električni pastir, ki mu omeji radi, kjer se lahko giblje, in če stopi čez to črto, nevidno črto, recimo kilometer od doma, dobimo takoj potisno sporočilo, ga lahko pokličemo in ga opozorimo, pač ne hodi tja, kamor ni primerno, kjer je lahko nevarno. In te preobrazbe, ki se nam dogaja ob zaverovanosti v virus, ki ga ves čas opazujemo, pravzaprav ne opazimo. In ne opazimo niti tega, da se homo sapiens v bistvu razceplja, vsaj tako simbolično, ne mislim zdaj genetsko seveda, ampak simbolično nastajata 2 vrsti. Covidski človek, to je tisti človek, ki je večino časa doma, med 4 stenami pred ekrani, hkrati pa nastaja tisto, čemur je Harari rekel homo deus, božji človek, tisti, ki se lahko dvigne v nebo s tako raketo v obliki penisa, v njej je namreč Jeff Bezos, ta hip drugi najbogatejši človek na svetu, prehitel ga je Elon Musk pred nedavnim, ampak Jeff Bezos je lani zaslužil, mislim, da več kot 75 milijard dolarjev, zato, ker smo mi njegova delovna sila. Mi smo njegovi tlačani, ki ne delamo samo tistih 8 ur, o katerih smo slišali prej. Delamo še 5 ur ekstra pred ekrani, brezplačno, in smo v bistvu novodobni tlačani. Dejansko se v tem smislu vračamo nazaj v feudalizem, kot je pred časom razpravljal tudi Varoufakis v debati z Žižkom. V bistvu ne gremo naprej, ampak nekateri grejo naprej v nebo, drugi pa ostajamo globoko z nogami v blatu. In kar jaz mislim, da potrebujemo, pa bom potem zaključil, je poleg digitalne preobrazbe, o kateri zadnje čase ogromno govorimo, še analogno preobrazbo. In mogoče se nenaključno vračajo nekateri izdelki industrije celo, ki smo mislili, da so pozabljene. Vinilne plošče recimo se spet poslušajo. Vrača se analogna fotografija in pazite to, vračajo se tiskane knjige in tole z naslovom The Revenge of Analog še posebej priporočam, ki opisuje tudi druge izdelke, ki jih imajo ljudje vse raje. Recimo, mogoče bova z Natašo potem spregovorila še kaj o tem, no zdaj pa jaz zginjam v tem digitalnem svetu. Aha, kje je zdaj to? To so karte, umazana igra, ki smo jo izdelali prav zato, ker smo želeli nek nov izdelek na podlagi etnografske raziskave narediti, ki ostane dalj časa z ljudmi. In čisto za konec, sam menim, da nam tehnologije lahko pomagajo k analogni preobrazbi. Torej, da se bolj odklopimo od tehnologij, kar zveni mogoče kontraintuitivno, ampak sam uporabljam recimo na računalniku program Cold Turkey, ki mi naredi z računalnika pisalni stroj.
To pomeni, da ne morem googlati, pa po Facebooku skakati, pa po drugih omrežjih. Na telefonu imam aplikacijo Minimalist Phone, ki mi naredi zaslon telefona bolj dolgočasen, zato da me ne pritegnejo tiste ikonice, pa potisne sporočila. V Chromu imam nameščen vtičnik Newsfeed Eradicator, ki mi izbriše ves ta tok podatkov, ta začarani vrtinec, ki nas potegne potem noter, da potem, ne vem, ljudje ne pridejo iz stranišča, včasih pol ure, zato ker niso padli v stranišče, ampak so padli v Facebook očitno. In nisem ludist, če lahko končam s tem, nikakor ne. Ne želim, da razbijete ekrane, da vržete telefone čez okno. Želim pa, da ohranimo avtonomijo, da ne ustvarjamo otrok na daljinsko upravljanje, recimo, in mladih, ki se ne morejo odklopiti od naprav, in starejših, ki so tako zagledani v svojo podobo na ekranu, da jo morajo deliti potem vsak dan z svetom. Želim si, da smo mi tisti, ki odločamo, kdaj so nam tehnologije na voljo in kdaj se lahko odklopimo od njih, da ostanemo skratka tudi v tem smislu homo sapiens. Hvala. Ja, sem ravno nedolgo nazaj brala o tem, da ko smo na teh Zoom sestankih, da pravzaprav vsak gleda samega sebe, ne tistega, ki govori, da je to običajno tako. Ampak če morda lahko vprašam samo tudi sam sem to opazil in zdaj imam že težave, zato ker je moja slika zrcalna in se ne morem dobro gledati, tako kot se ponavadi. Ampak ja, to je res, ljudje gledajo predvsem sebe. In prvič v zgodovini ima človek priložnost, da se med pogovorom gleda samega sebe. In to je, mislim, če ne drugega, vodi tudi rahlo v narcisizem. A si predstavljate, da bi pred 20 leti srečali nekoga na cesti, ki bi se med pogovorom ves čas gledal v ogledalo in tako obračal glavo, da bi našel čim boljši kot za drugega? Je pa res vprašanje, ne, če na to tehnologijo enako gledajo tisti, ki nismo bili rojeni v ta tehnološki svet, ki smo se je preučili, ki smo jo osvajali, ne? Ali pa tisti, ki jim je to tako domače, da pravzaprav se lahko upirajo temu, mislim. Ne? Je morda mlajša generacija, ima lahko drugačen pogled kot mi, ki si moramo dati tudi aplikacijo, da se ubranimo tega. Samo kot razmislek. Jaz se od mladih predvsem učim, od mojih študentov recimo, pa tudi od mojih otrok, ker znajo bistveno bolj razsodno uporabljati tehnologije, bistveno bolj razsodno dostopati do omrežij, kot si mislimo. In jaz mislim, da smo mi v bistvu, večina nas tule na zaslonu, problematična generacija, zablujena generacija, zato ker nismo digitalni staroselci, ker so nam neke naprave potisnili v roke in smo postali dejansko očarani z njimi, tudi očarani z lastno podobo. Delamo ogromno selfijev, vsak dan na tem planetu nastane okrog 100 milijonov selfijev samo na androidnih napravah. Tako da, jaz mislim, da je tudi to znak časa. Ja, smo nevarno, ja, mislim, za selfie, ne? Za dober selfie se splača tudi umreti. In mislim, da je na svetu 5-krat več ljudi umre zaradi selfijev, kot zaradi napadov morskih psov. Tako da, to je dejansko tvegano početje, ker se je treba postaviti nekam, kjer se še nihče drug ni. Recimo, ne vem, tako kot zadnjič na avtocesti pri Kranju sta dva fanta fotografirala nekega sošolca, da bi imel očitno neko dobro, zanimivo objavo na TikToku ali pa na Instagramu. In to je zaskrbljujoče, da smo pripravljeni za svojo boljšo podobo, bolj zanimivo podobo celo umreti. Hvala, Dan. Zaenkrat vabim pa tudi vse ostale, da zdaj stopite vsi na ta digitalni oder. Tista tehnologija, ki nas vse obvladuje, je vsekakor čas in ura. Nekaj časa še imamo, jaz upam, da nam bo uspelo v nekem enem krogu, vsaj ali pa dveh malce krajših, spregovoriti še o kakšni temi. Recimo, da smo se dotaknili predvsem zdaj dela, zaposlovanja, se dotaknili izobraževalnega sistema, gospodarstva. Morda bi želela samo nekaj uvide v to, kar se mi zdi ključen problem v današnji družbi, namreč zaupanje. Tej Gonza, morda začnem kar z vami. O zaupanju v ekonomiji lahko spregovorimo na številnih nivojih, ne. Vemo, da pravzaprav tudi trgi
delujejo precej na zaupanju. Mogoče vprašanje za $1 milijon ali pa damo tudi več, no, če imate odgovor. Zdaj, ko smo nagovarjali posameznika od 80 let prejšnjega stoletja, kot potrošnika, kot individualista, ne, kako v bistvu, ne vem, je skozi kakšne mehanizme pravzaprav znova tudi s pomočjo ekonomije vzpostavljati skupnost? Ali je morda odgovor ravno v tistem vašem začetnem? Kakšen razmislek? Mogoče bi tukaj obrnil v nezaupanje v samo ekonomijo, ne znotraj ekonomije, torej v ekonomijo kot vedo, ki je vzgajala homo economicus zadnjih 60-70 let, naprimer od te novo neoklasične revolucije, in ustvarila ga je do potankosti. No? Mislim, čakaj, sam trenutek, malo je zaštekal računalnik. Upam, da se slišimo. Kaj se pravičujem? Cold Turkey sem inštaliral, gospod podjet. Vse to, take so pol posledice, ne? Ni zdaj čas za pogovarjanje, zdaj treba delati. Mi je blokiral vse. Digitalno zadnje vse. Ja, tako da jaz bi začel krivca iskati vračamo se k izobraževanju, ne, v vzpostavljanje nekih vrednot, pričakovanj glede sveta in razumevanje sveta in v to performativnost, torej kako lahko znanost in veda oblikuje družbeni trend, ne da ga razlaga, ampak ga oblikuje. Tako da ekonomijo je treba razumeti kot normativno vedo, ne deskriptivno, ekonomska teorija ne opisuje, ampak daje neke ideale, v bistvu priporoča neke vrste ureditev. In z tega vidika mogoče tukaj treba začeti razmišljati, kje lahko v ekonomijo kot vedo vpeljemo drugačne modele, kako lahko spodnesemo nek dogmatizem, kvazi znanstveni in ideološko zelo neoliberalni oziroma kapitalistični, zdaj to so veliki pojmi, ki sami zase nič ne pomenijo, ampak vsem je nek trend v prerazmišljanju tega, kaj ekonomija dela kot veda in kaj bi lahko naredila, če bi bila malo drugače zastavljena. Ja, ker tudi ekonomija, kot da je odlepljena od človeka, nek sistem, ki deluje sam zase in samo izkorišča. Black box, temu reče. Ekonomija, mikroekonomija sodobna temelji na temu, da podjetja, naprimer, ali ne razume kot človeške organizacije, ampak kot črno škatlo z nekimi mehanističnimi zadevami noter, ki proizvaja nek output na tak ali drugačen način. Tako da v bistvu ta nazaj k človeku je tukaj zelo, zelo primeren poziv. In naprej. Katja Simončič, ko ste govorili o skrajšanem delovnem času, se mi zdi tudi zelo ključno tukaj zaupanje. Ne vem, o tem smo veliko razmišljali tudi zdaj, ko smo med covidom veliko delali od doma, pa pravzaprav pri nas je veliko oklevanje delodajalcev pred tem delanjem od doma, ker potem pa noben ne bo delal. Ne glede na to, da je delo opravljeno lahko celo bolje. Kakšno vlogo ima tukaj zaupanje, tudi pri prihodnosti dela? Ja, gotovo igra veliko vlogo. Zdaj to vprašanje zaupanja me spomne na neke te študije glede uvajanja univerzalnega temeljnega dohodka, v okviru katerih v bistvu vsi ljudje, ko se jih vpraša, če bi dobivali univerzalni temeljni dohodek, oziroma ne vsi, ampak velika večina ljudi odgovori, ja, jaz bi še vedno delal, ne bi pustil svoje službe, ampak problem je, da drugi ne bi. Torej, ljudje vedno rečejo, jaz bi, ampak drugi ne bi. In v bistvu to je problem. Tako da to je zanimivo, kako imamo ta nekak pogled na to, kako da v bistvu večinoma ljudje, tudi recimo te študije ljudi, ki so zadeli na loteriji, kažejo, da recimo samo 15% ljudi, neka študija je bila, zdaj ne vem, koliko je bilo vključenih ljudi noter, ampak da 15% ljudi je samo opustili službo. Tako da delo je pač nek velik del naših življenj, ki nam predstavlja nek smisel, neko samo uresničevanje, tako da to, da bi zdaj ljudje to, kar tega ne bi delali, oziroma da
da to ni pomembno za nas, ne, pomembno je, da dobro delamo, da radi delamo, ne. Problem pa je seveda, če pač se počutimo, da ali delamo neke stvari, ki so popolnoma nesmiselne, ne, tako kot je David Graeber to poimenoval, te recimo zelo velike danes teh bullshit jobs, ne, ljudi, ki delajo kar nekaj, ne. Recimo baje te odvetniki v gospodarstvu se počutijo, da bi bil svet boljši v velikem odstotku, če njih ne bi bilo, ne, če sploh njihovega poklica, če ne bi obstajal, ne. Tako da, če upravljamo taka dela ali pa če se počutimo izkoriščane, pa potem seveda je to, se ljudje obrnejo, ne, pa potem pač poskušajo mogoče manj delati, ne, in to je recimo mogoče samo še to, da omenim, da je v bistvu nek fenomen v zadnjih letih, neka kolumna je bila o tem napisana Time Millionaires, časovni milijonarji, torej to so ljudje, ki so se v bistvu odločili, da največja vrednota se jim zdi čas in zato je njihov cilj nekako ukrasti delodajalcu čim več ur, sekund, minut dela, ne. Torej, da in jih nameniti potem ali počitku ali rekreaciji, ne. Torej, v bistvu nekako so prišli full circle do tega, da v bistvu neskončno ur dela nikamor ne pelje in da je v bistvu, da se počutijo izkoriščene in da je cilj čim več zase nazaj potegniti, ne. Tako da mogoče je pač smiselno razmišljati o tem, da je pač človeke, ljudi, delavce treba tretirati z nekim spoštovanjem in biti razumni glede tega, koliko časa ljudje lahko delajo, koliko smo sposobni delati in kaj nam omogoča tehnologija, ne pa ljudi izkoriščati do neke zadnjega diha, ker potem pač seveda se ljudje obrnejo, ne. Ja, pa saj po eni strani smo kar malo internalizirali že ta not good enough, ne, da nikoli ne narediš dovolj in to v vseh vrstah služb. Zanima me, ker ravno zasledila sem ravno nek delodajalec pri nas, ki ni znan po nekih neizkoriščevalnih praksah, recimo, no, ali pa prijaznih zaposlitvah, je pri nas oglaševal na veliko, da zaposluje za skrajšan delovni čas. Tudi tukaj se lahko skriva ta trik izkoriščanja, ne. Mislim, če imamo enako količino dela, pa samo rečemo, da bomo plačali samo skrajšan delovni čas. Poznate vi kakšne dobre prakse pri nas? Ja, mogoče samo, če se na to navežem, ja, seveda obstaja neka nevarnost zdaj, da potem je pač nek večji pritisk na delavce, ne, da morajo zdaj v istem času isto količino dela opraviti, tako da ja, seveda pri tem je treba biti previden, ne, in se zavedati, da če je to nek korak v smeri humanizacije dela, da je potem tudi treba nekako biti pazljiv na to, pač mogoče predstaviti delavcem neke tehnike, kako biti malo bolj produktiven, v smislu samo si nekako boljše zorganizirati čas, ampak seveda biti pa še zmeraj realističen, ne. Za nekatera dela je to zelo težko uvesti, da bo recimo človek v skladišču v Amazonu isto paketov raznesel v istem času, isto količino v 6 urah kot v 8 urah, ne. Torej, to je nemogoče, ne. Tako da tukaj je treba biti razumen, ne. Ampak drugače, ja, dobre prakse pa obstajajo. Pri nas je sicer zelo malo podjetij to zaenkrat uvedlo, recimo jaz sem govorila s podjetjem Doner, kjer proizvajajo pohištvo in imajo to že nekaj let uvedeno in so zelo zadovoljni in direktor pravi, da v bistvu šele po nekaj letih se je zares pokazalo, koliko pozitivno to vpliva na delavce, na njihov, v bistvu koliko so bolj psihofizično pripravljeni in potem tudi seveda manj bolniških, bolj so zadovoljni, raje prihajajo na delo, vse to, ne, in da se je produktivnost ohranila, tako da v bistvu imajo vsi delavci imajo ta 6-urni delavnik. In drugače pa še eno podjetje Skaza, ne, Plastika Skaza, so pa samo v enem delu uvedli ta 6-urni delavnik v režiji. In oni so pa nekako rekli, da sicer so delavci bolj zadovoljni, lažje usklajujejo delo in družino in da je pač bilo pozitivno to. Tudi ena študija je bila narejena, ena študentka je naredila študijo in v bistvu ugotovila, da nekako vsi te kazalniki so se izboljšali, ampak predvsem pa to zadovoljstvo delavcev in pa ravnovesje med delom in privatnim življenjem, ne. Ampak ja, rekli so pa, da v bistvu so ugotovili, da nekako najbolj pomembno je delavcem to fleksibilnost dela, ne. Še bolj kot to manj ur dela, to, da imajo možnost, da delajo ob različnih urah, ne. Ampak tukaj je seveda tudi past, ne, ker če pač ti imaš to fleksibilno delo, ne, recimo, ne vem, starši, ki hočejo imeti možnost
da lažje mogoče grejo po otroke v vrtec in tako naprej, da se v bistvu to delo potem razpotegne v večer in tako. Drugače pa na globalni ravni je pa zelo veliko teh primerov. Tudi države zdaj vedno bolj, številne države so zdaj začele govoriti, recimo tako Finska, potem v Nemčiji so to že omenjali, da bojo zdaj uvedli, zdaj prav leta 2021. Potem na Japonskem, v Španiji so prav začeli to pilotno študijo, kjer bo država financirala 200 podjetij, na začetku bo država to subvencionirala, potem pa ne več, ampak so prav na nacionalni ravni recimo to začeli. Tako da podjetja sama pa itak, številna podjetja po svetu to preizkušajo. Tako da pač produktivnost recimo ostaja ista ali pa se malo izboljša. Tako da kar je en faktor, ki je zelo pomemben ponovadi podjetjem. Ja, vem tudi za eno medijsko hišo, ki poskuša zdaj to, da delajo 4 dni na teden, en dan so pa potem vedno prosti. Ampak ta prekariziran trg, negotov trg, doktorica Jana Javornik, kako vzpostaviti pravzaprav zaupanje, danes nihče več nikomur ne verjame, če smo v nekem tem krču strahu, negotovosti. Tole je zdaj vprašanje za še več kot za milijon evrov. Zdaj, kaj je, recimo, življenjska izkušnja vsake posameznice se seveda izvaja v njihovem mikrookolju, in v njihovem mikrookolju je ključnega pomena njihov delodajalec. Če pogledamo recimo podjetje, je ključnega pomena za naše dnevne izkušnje naš neposredni vodja. In ti neposredni vodje, ki jih je zadnjič v enem intervjuju za Zvezo svobodnih sindikatov novinarka imenovala mali šefi, so najpogosteje spregledani v celotni verigi, ko se pogovarjamo o javnih politikah, ko se pogovarjamo o reorganizaciji dela in tako naprej, se pozablja ravno na te neposredne vodje. In en primer, recimo, ki ga imam iz Slovenije, tako iz prejšnjega desetletja, smo delali primerjavo med Švedsko in Slovenijo in smo primerjali primerljivi telekompaniji, torej, ki se ukvarjata s telefonijado. In se je izkazalo, da sta na načelni ravni, tako na ravni podjetij, obe izjemno naklonjeni usklajevanju poklicnega zasebnega življenja, vključevanju in tako naprej. Potem, ko smo šli pa pogledati, kako te prakse potekajo na dnevni ravni, kakšne izkušnje imajo zaposleni, se je pa izkazalo, da je osebna izkušnja zelo odvisna od tega, v kakem timu dela, skratka ne samo od tega neposrednega vodja, ampak celo recimo od tima. Izkazalo se je, na primer, da ima tudi to slovensko podjetje možnost skrajšanega delovnega časa že leta 2010, ko smo delali to raziskavo, pa vendarle se je izkazalo, da potem ta ženska, ki je bila na skrajšanem delovnem času, inženirka, ne dobiva težjih projektov, ne dobiva večjih projektov, njen tim jo pogosto izključuje iz določenih odločanj, zaradi tega, ker pač pravijo, da celoten tim dela recimo full time, medtem ko nekdo, ki dela skrajšan delovni čas, enostavno ne more slediti procesu. In če torej gremo nazaj na nekaj, kar nam je dosegljivo in kar lahko recimo spreminjamo na konkretni ravni, so definitivno delovni procesi. In v teh delovnih procesih je vedno, to ugotavljamo recimo v Združenem kraljestvu, ključnega pomena, da kadar prihaja do tega, da to počnemo na demokratski način. Tukaj bi tej recimo lahko znal te stvari lepše razložiti kot jaz, ampak da skratka na to potovanje spreminjanja reorganizacije dela popeljemo povsem vse ljudi, ki sodelujejo v delovnih procesih. Ne samo recimo upravo, pa reče potem uprava, tako bomo zdaj delali, potem se pa pozablja, da je treba kaskadirati ta znanja in celo vrednote navzdol po podjetju. In podjetja, ki so to naredile, recimo eno zelo dobrih takih podjetij v UK, naprimer Sage Publisher, ki je v akademskem okolju pač pomemben izdajalec strokovnih revij in knjig, in ima recimo vse te funkcije organizirane v najvišjem delu uprave, ampak te vrednote potem na nek način prevaja vse do najnižjih ravni upravljanja podjetja. In skratka, na tak način se potem začne postopno graditi zaupanje na nekih mikrookoljih. Zdaj ostalo, tisto, Nataša, kar si me vprašala na neki makrodružbeni ravni, pa mislim, da je trenutno Slovenija tako zelo bolna, da enostavno ne zmorem
kaj večjega optimizma, ker sem postala v zadnjem času res zelo nihilistična glede tega. Ampak če rečemo, torej mikrookolje, tle se pa da marsikaj narediti. Nisi edina, ampak glede na to, da nas čas rahlo preganja, bi za konec vprašala vse, morda, da malce razbijamo ta nihilizem, pa tudi to, kar smo že večkrat omenili, da se spremembe začnejo od spodaj in da se pravzaprav tudi z majhnimi koraki veliko naredi. Vem, da se bo festival Uniminds končal z razglasitvijo hudih inovacij z področja humanistike, umetnosti, širše družboslovja, pa bi morda vsakega izmed vas prosila, Dan, najprej gledam tebe, če bi omenil neko prakso, ki se mu zdi, da je korak v pravo smer, neke te netehnološke inovacije, da krepi in zaupanje in na nek način nas vleče ven, vsaj za lase iz te krize. No, mene za lase težko kdo vleče, ampak tudi iz krize. Rad bi najprej komentiral, če smem, kar je prej povedal Tej Gonza. Namreč, jaz mislim, da moramo narediti neko prevrednotenje v glavah in celo v besednjaku. In ena stvar, ki jo lahko naredimo, lahko naredijo tako podjetja kot odjemalci ali pa zaposleni in delodajalci so, da nehamo uporabljati izraze, kot so uporabnik, kupec, stranka, klient in podobno. Predlagam, da pač naslavljamo ljudi s tem, kar so ljudje, ker sem prepričan, da nihče od nas se zjutraj ne pogleda v ogledalo pa reče, da bo danes boljši uporabnik. In se mi zdi, da je to en tak premik, da postanemo spet malo bolj človečni drug do drugega, znotraj podjetij in organizacij in tudi navzven. Pa da začnemo delati tudi produkte po meri ljudi in rešitve. In eno takih, no se sem jo prej že omenil, smo naredili v projektu Nevidno življenje odpadkov, kjer smo začeli z raziskavo o tem, kaj ljudje pravzaprav hočejo in mečejo stran, zato sem prej tudi kazal tiste odpadke, v različnih družbeno-kulturnih okoljih. Ne? In ena stvar, ki smo ugotovili, je, da imajo ljudje dovolj pametovanja o tem, kako razvrščati smeti, recimo. Tako da najprej smo mislili narediti neko izobraževalno igro, ki bi bila namenjena temu, ne, mogoče celo neki digitalno rešitev, no prišli smo pa do anti-izobraževalne igre, ki se je spet, zdaj se je za trenutek pokazala, ampak reče se ji umazana igra. In sicer igrate v vlogi podgan in cilj je, da čim bolj zasvinjate mesto. In to je taka pač povezovalna igra, sodelovalna igra, ampak se vem, da je to malo neintuitivno, zakaj bi recimo z različnimi akcijami, da ne vem, pustite hladilnike v trgovinah odprte za nalašč kot podganice, kamor se splazite in da potem vso hrano zjutraj vržejo stran. Zakaj bi bila to izobraževalna igra? Zato, ker potem, če odigrate eno tako igro, se povežete med sabo. Jaz mislim, da prav ljudje rabijo to fizično, ta stik, ne? Da skupaj odigramo nekaj za mizo, mladi in stari. In pa druga stvar, ko pa gremo ven, pa seveda začnemo opažati tisto, kar smo ob vsej zaverovanosti v virus doslej spregledali. Recimo ta kup odpadkov, ki zdaj nastaja. In če ne bomo nekaj ukrepali v zvezi s tem, nas bo ta kup dobesedno zasul. V kratkem bomo na tem planetu proizvedli 6 milijonov ton odpadkov dnevno. In ta kup se redno povečuje. Zdaj pa mečemo stran še plastične rokavice, maske in kupujemo več embaliranih izdelkov. In tega ne smemo spregledati. Ne smemo gledati samo ene stvari in zato predlagam, no, da iščemo inovativne rešitve in niso te nujno digitalne. Ni vse zlato, kar je digitalno. Tako, in svinjajmo v vaši igri družabni, ne pa v realnosti, ne. Tej Gonza, ste morda zasledili kakšno prakso, ki se vam zdi pozitivna ali pa inovacijo, ne tehnološko? Ja, eno sem predstavljal danes. Mislim, jaz bi tukaj mogoče parafraziral nekega mladega nemškega sociologa, da je zame pot družbene spremembe dolg sprehod med institucijami. Kaj to pomeni? Ne? Način, kot jaz z inštitutom na našem področju, torej področju reorganizacije tega, kaj pomeni privatna lastnina v gospodarstvu, gre se za
postopne spodbude za davčne olajšave, za nove zakone, za nove oblike podjetij, za pluralistično neko strukturo organizacije gospodarstva, ki stremi k ne vem, bolj demokratičnem, bolj pravičnem, bolj inkluzivnem. In zame, vsaj na mojem področju, je to ta borba za spremembe, ki bi jo lahko opisal, kot sem že rekel, s tem sprehodom med institucijami, z sprejemanjem zakonom, z pogovori, komunikacijo in ne teleološkim progresijo, ampak vseeno postopnimi izboljšavami institucij družbenih. Ja, z vidika dobre prakse sem pa, mislim, da imel zelo fokusirano predstavitev danes ravno v to smer. Drži, in kar čez vse institucije se bo treba sprehoditi. Katja Simončič, tudi vi veliko razmišljate tudi o teh netehnoloških inovacijah, ne? Ja, mogoče ena stvar, ki bi jaz omenila, je to, kar sem že prej omenila, univerzalni temeljni dohodek, ne. Letos, mogoče, ampak prav zaradi pandemije v bistvu je bil v nekaterih državah, sicer ne v svoji čisti obliki, ampak v neki obliki sprejet, ne. Recimo v Španiji, vem, da so najrevnejšim družinam je država namenila približno 1000 evrov na mesec, in v številnih drugih državah so neke take vrste temeljnega dohodka ljudje dobivali, ne. Zdaj, jaz sicer mislim, da bi ga morali dobivati vsi, ne, torej vsi bi morali imeti neka sredstva za življenje, tako kot imamo vsi volilno pravico, ne, in tudi mislim, da bi se morali to financirati, tako kot Varoufakis pravi, iz dobička korporacij, ne pa iz davkov, ne. Ampak recimo to se mi zdi nek primer neke prakse, ki se je v bistvu zdaj pokazala, da so države to lahko uvedle. Prej je bilo pa skozi nekako rečeno, da to pa nikakor ne bi bilo mogoče, ne. Ko je pa bila neka kriza, se je pa pač pokazalo, da to je mogoče, ne. In predvsem s tem tehnološkim napredkom in tem, ko bo toliko veliko ljudi in poklicev v bistvu redundantnih, je to mogoče neka pot naprej, ne. Pa mogoče bi še to omenila, ne, zanimivo se mi zdi to, da je bilo to gibanje v 18. stoletju pa 19. potem, no, za krajši delavnik, torej za 8-urni delavnik, da se je imenovalo gibanje za krajši delavnik, ne. Torej tako, kot se danes tudi borimo za krajši delavnik, je bil tudi takrat gibanje za krajši delavnik, ne. In tudi takrat se je verjetno zdelo, da bi se delalo samo 8 ur, da je to nekaj popolnoma utopičnega, ne. Tako da mogoče to je dober opomnik, da tudi danes, ko razmišljamo o tem, kaj če bi pa delali samo 4 ure, ampak to je totalna utopija, da se spomnimo, da je bilo tudi 8 ur enkrat utopija, ne. Ja, fino bi bilo, da bi nam COVID pravzaprav naučil, ne, tega, da tudi nemogoče res lahko čez noč postane mogoče, ne. Saj si nismo mislili, da bomo kdaj tako v zaprtju, kakršnem smo bili. Jana Javornik, ste morda vi opazili kakšno pozitivno prakso v zadnjem času, na kratko, da zaključimo? Mislim, da jih je res veliko, ne? Ampak če dovolite, vendarle sem na mogoče drugem polu tega, kar je Dan predstavljal, in sicer nekdo, ki ima težave z vidom. Želim, da vse, kar se razvije v fizičnem svetu, nastane tudi v digitalnem, zato da imamo vsi možnost dostopanja in torej, da dejansko gradimo na tem, kar je Tej rekel, ne, na principu vključenosti za vse. Skratka, da je ta svet dostopen vsem, ne glede na naše posebne kompleksne potrebe. Rešitev, ki pa jo želim videti čim prej v Sloveniji, je to, da nehamo splakovati stranišča s pitno vodo. Če namreč beležimo in opažamo vedno hujše migracije ravno zaradi pomanjkanja pitne vode, cele nacije se že selijo, plemena se selijo v Afriki, pa nažalost recimo veliko ljudi v Evropi tega še ne čuti, ker pač se zaenkrat selijo še znotraj kontinenta. Mislim, da je najmanj, kar lahko naredimo v tako razvitih državah, kakršna je naša, je ta, da si nehamo stranišča splakovati z vodo, ki pomeni ohranjanje življenja na drugem koncu sveta. Ja, vsekakor lahko marsikaj naredimo, no? To je tudi ena od dobrih lekcij. Dan je želel še besedo, pa mu jo bom dala, če lahko, Dominik. Povsem za konec vidi še nekaj pozitivnega. Dan, izvoli.
Ja, najprej ena stvar, ki bi jo rad povedal v zvezi z tem, kakšno inovacijo, po mojem mnenju, potrebujemo, da bomo delali manj, to je, da preobrnemo poslovni model. Ne, da mi plačujemo za to, da nosimo s sabo prisluškovalne in sledilne naprave in da nekdo drug na ta račun služi, torej tisti homo covidensis, homo deus, mi pa delamo kot tlačani. Ne, oni plačajo nam, če želijo, da smo sledeni. Ne? Jaz mislim, da bi bil to en pomemben obrat. Ne, mi plačajo 400 evrov na to, zato da sem jaz ves čas viden. Zadnja stvar, ki pa sem jo hotel še dodati, pa je, bi rad pohvalil študentke in študente za njihovo inovativnost v tem izjemno težkem lanskem letu študijskem, kar smo skupaj naredili, kar so oni naredili tudi nadaljavo in dostopali do ljudi s tem, čemur pravimo etnografski pristop, antropologija. To je bilo meni izjemno, ne? In tudi rešitve, ki so jih pol razvili in sodelovali skupaj nadaljavo v skupinah, tega naša generacija ni sposobna in zato sem izjemno optimističen za vse, kar prihaja v prihodnosti, ker sem prepričan, da imamo te digitalne staroselce, ki bojo znali tovrstne tehnologije bolje izkoristiti kot naša generacija za povezovanje in sodelovanje. Ja. Hvala tudi za to. Tudi jaz sem optimistična, pa za vsako misel imam kakšen pesimističen citat, kot je Kafka dejal, ne. Je upanje samo ne za nas, ampak za tiste, ki prihajajo za nami. Skratka, res se vsem najlepše zahvaljujem. Hvala tudi univerzi za povabilo. Bi pa res to lahko nadaljevali v celodnevno seanso, ampak seveda ne bomo. Lani smo počrtali sodelovanje, letos bomo zaupanje in tisto, kar je v samem zaupanju, recimo da upanje. Tako da hvala tudi vsem v pisarni za prenos znanja in Dominik, beseda je tvoja. Hvala, Nataša. Sem ti hotel reči, da ne skrbi preveč, ker smo rekli, da bomo nadzor opustili in si bomo zaupali, ne? Tako da stran za zaporniško mentaliteto oziroma zaporom proaktivnosti, ne? Se nekaterim še vedno zdi najboljša stvar za ustvarjanje dodane vrednosti, pa mislim, da ste lepo pojasnili, da temu ni tako. Jaz sem tudi užival v današnjih predstavitvah in debati, veliko stvari sem si zapisal, ker bomo seveda še naprej kot sodelovec Komino in z ostalimi delali na naših hudih netehnoloških inovacijah in tudi tako spodbujali oziroma skrbeli za dobro družbe. Bom malo spremenil to, kar sem hotel zapisano na koncu povedati, kar iz teh zapiskov. No, upam, da bodo ESOP vizionarji oziroma misionarji prevladali nad kriptomilijonarji. Upam, da nam ne bodo vladali samo alfa samci in omega delovne ure, da ne bomo vedno podrejeni nadrejenim oziroma nadrejenosti in da bo naša zaposljivost tista, za katero bomo radi delali srčno oziroma srcem, oziroma, če povzamemo znani refren, naj ne bo dobro le meni, naj bo dobro le tebi, tudi tebi. Naj nismo le zombiji v strahu pred kontaminacijo z človečnostjo. Mogoče za konec pa naj opomnim, da brez družbe ni službe, oziroma družba je vsakogar služba za polni delovni čas. Jaz v to verjamem. Predvsem pa nekako verjamemo tudi v to, da je družba ob gospodarstvu pač lačna in rabi inovacije, ki so tudi netehnološke, se pravi ne zgolj tehnološke. Rabimo tisto oziroma takšne inovacije, s katerimi bomo lahko sobivali in v prihodnost zrli bolj povezano, bolj odgovorno in kar je najbolj pomembno, pač tudi bolj svobodno oziroma optimistično. Zdaj pa za konec še ne pozabite, katere so tiste hude rešitve, v katerih vidimo mi hud potencial oziroma naša huda komisija, si lahko ogledate na zadnjem dejanju letošnjega festivala Uniminds. Vabimo vas, da se ob 13. uri znova priklopite na hudo razglasitev, kjer bomo oznanili tudi zmagovalce prvega hud razpisa za izzive družbe. Hvala in se gledamo kmalu.